Lep dober večer. Smo spet v Batičevem ateljeju, v prelepi Švicariji. Nocoj se bomo pogovarjali o čudežih, takih in drugačnih, o zavesti, o marsičem. Bomo videli, kaj nas bo poklicalo. Z menoj sta Mojca Fatur, imenitna igralka, naj kar povem, da tudi pisateljica Mojca, zato da gre to v eter in da se bo čim prej zgodilo. In profesor doktor Marko Pavliha, izjemen strokovnjak za pomorsko pravo, politik, ne bom naštevala vseh tvojih funkcij. Bivši. Po moje pa eden ključnih ljudi v akademskem svetu, ki se zaveda, da materialistična paradigma ni vse, kar je, in da prihaja čas, in v njem smo že z eno nogo, če ne že z dvema, ki mu lahko rečemo postmaterialističen ali holističen ali kakorkoli, ampak čas, v katerem se dogajajo stvari, za katere znanost še nima vseh odgovorov, pa vendarle so enako resnične, kot smo mi trije danes tukaj. Naslov našemu večeru Mali in veliki čudeži je dala knjiga Nine Kajzer, ki govori o čudežih, o neverjetnih rečeh, ki so povsem verjetne. In v to knjigo sta vidva, draga moja prijatelja, oba napisala nekaj zelo prijaznih besed. In tako sem jaz vaju sestavila, da pravzaprav nas ta knjiga lahko poveže, in ker ni naključij, je prav takrat išla tudi tvoja knjiga, Marko, Onkraj materialističnega prepričanja, duhovna dramila ima podnaslov, in dramili bomo nocoj. In se bomo zato tvoji knjigi zelo posvetili. Za začetek pa oba sprašujem, Mali in veliki čudeži. Mojca, ko si ti prebrala to knjigo, se ti je kaj prižgalo, si kaj videla, uzrla? Ne, predvsem me je fasciniralo, kako je Nina že od malih nog bila povezana z nekimi elementarnimi silami in bitji in kako je to uspela tekom let in odraščanja negovati in poglabljati in razvijati. In knjiga se mi zdi v bistvu res odličen priročnik za ljudi, ki na primer živijo še zmeraj zelo tukaj, bi se pa radi začeli pomikati v neke sfere onkraj. In se mi zdi, da ta knjiga zelo na tak lep, nežen, preprost, nepretenciozen način te tako za roko pelje. Se mi zdi tak res lep prvi stik z nekimi dimenzijami in svetovi, katerih del si, ampak si jih mogoče še ne zavedaš. Hvala lepa. Marko, kaj pa je tebe v tej knjigi fasciniralo, če smem tako reči? Mogoče na začetku povem, kaj me je sploh pripeljalo do tega, da sem bil počaščen s pisanjem ocene ali nekaj prijaznih stavkov. Namreč prejel sem tako krasno pismo od urednice, Tadeje, da človek enostavno ne more reči ne, čeprav še nisem imel besedila. Potem sem videl, da je to založba Kiara, svetloba, upanje, ki jo izjemno cenim zlasti zaradi objavljanja prevodov Adriana Kezela. In potem sem prebral knjigo oziroma osnutek in sem dejansko začutil neko gomezenje, ko se človek naježi, in to je že dober znak. Me je pa na začetku fasciniralo, da je to prvenec, ki ga je napisala dama, ne ravno, bom rekel, vljudno na začetku svoje kariere, ampak vendarle po izjemno dinamični karieri. Torej, potovala je po svetu, govori 5 jezikov, vse živo je počela, kot se temu reče. In mogoče sem podzavestno tudi sebe v tem najdel, da človek kljub neki navidezno formalni
ali pa taki predvidljivi zunanji karieri vendarle v sebi kuha, melje, čara in potem to izbruhne. In knjiga je res dragocen prispevek k celoti. Jaz sem, ko smo se vozili, sem na to knjigo posebej močno mislila, ker je začel tako dežvati, ne, Marko. Ravno takrat, ko sem pritisnila na odpiralo, ampak sem rekla, ko bomo pa prišli do gor, bo pa nehal. In tako da je bilo vse v redu. Ker Nina tudi opisuje, kako zna spreminjati vreme in mi imamo tudi podobne izkušnje najbrž, samo se človek tega niti ne zaveda, kakšne moči so v nas. Mojca, ti si sploh postala zdaj Slovenska zveza čudežev, če lahko tako rečem. Tvoji televizijski nastopi in intervjuji, zadnji v Oni plus Luškan, govorijo o tem, da živiš podobno kot Nina Kajzer, že od malega v svetu, ki je veliko večji in obsežnejši in globlji od tega, ki ga vidimo. Tako da če kaj o tem svojem življenju, ki te spremlja na en tak čaroben način, da se nič ne vidi na zunaj. Ja, se mi zdi, da nasploh je pri nas velja eno tako prepričanje, da ne vem, da če si povezan tudi z nekimi drugimi dimenzijami, da moraš izgledati tako zelo malo ali hipi ali neprizemljen, ampak ne, jaz sem celo ugotovila, ker jaz, na primer, nikoli nisem dala pretiranega poudarka fizičnemu telesu. Mi je bilo to vse skupaj vedno bolj figomar, sem se zelo ukvarjala z intelektom, s čustvenim telesom, ampak sem potem glih ta zadnja leta, ko so se mi tako začele spontano odvijati ta stanja razširjene zavesti, ugotovila, koliko lažje stvari prizemljujem, s tem, ko krepim svoje fizično telo. In mi je bilo tudi v teh stanjih razširjene zavesti pokazano, da ni dovolj samo, da se skozi tebe stečejo neke višje vibracije, ampak da je potrebno telo pripraviti do te stopnje, da zmore te višje frekvence tudi zadržati in potem z njimi v tej dimenziji operirati. In takrat lahko potem načrtno in zavestno izvajaš čudeže. Ja, niso več spontani, ker ti res vsa ta telesa, celo to tvoje čudovito vesolje, moraš zgnesti v en tak univerzum, v katerem se potem kreše in se lahko rojevajo nova vesolja. Čudovito. Dragi Marko, ti tudi ne izgledaš kot hipi? Ja. Ne? Kako pa ti samega sebe odpiraš za to presežnost? A uporabljaš kakšne tehnike, metode, meditacije, karkoli, da utripaš v skladu z zavestjo, ki je več kot naši možgani? V bistvu se je tudi pri meni začelo zgodaj, ne da bi to vedel, zdaj, ko gledam nazaj, več kot 50 let, wow. Seveda pa marsikaj razumem, kaj se mi je takrat dogajalo, torej bil sem na nek način poseben otrok v smislu, da sem bil prvo zelo bolehen, drugo dokaj introvertiran, ker danes mnogi ne verjamajo, ampak tako je bilo. Jaz ti povsem verjamem. Mene so zlahka pustili v kakšnem kotu in pozabili, in bi me našli tam čez nekaj dni, seveda pretiravam s knjigo v roki. Tako je bilo in sem v temu primerno tudi težave v osnovni šoli, seveda, ker sem imel pa priimek takšen, kot ga imam, si pa lahko mislite, kakšen živ žal je bil takrat, ko je bil Pavliha še udaren satirični list in seveda tudi prispodoba za kakšnega gospoda Ficka iz Pike Nogavičke, ne? In na nek način sem bil res takšen Ficko, čeprav Ficko je bil bolj premeten, jaz sem pa veljal za nerodneža, ne? Česarkoli sem se lotil, se je prej ko slej malo ponesrečilo. V gimnaziji je to
nekako se obrnilo v drugo smer, ko te puberteta skoraj da prisili, da ali boš ostal isto, ali si boš pa najdel mesto pod svobodnim soncem. In jaz sem se odločil, da bom frajer, ne? Kitara, daljši lasje, vse to. Takrat sem bil že malo New Age-ovski, ampak vse skozi sem pa bral knjige, ki jih mogoče drugi tudi niso v takšni meri. No, in izrecno bi poudaril in omenil profesorja Trstenjaka, namreč oče je tudi malo študiral psihologijo in smo imeli doma te knjige, še od Mohorjeve založbe. Se mi zdi, da niso bile najbolj zaželene v tistih časih. Tudi zdaj ga premalo cenimo in spoštujemo. In takrat sem ugotovil, da na eni strani seveda me je vedno umikalo raziskovanje narave, vesolja, parapsiholoških pojavov, vsega takega malo mističnega, ampak na drugi strani sem pa pri Trstenjaku ugotavil, da on ni astronaut, ampak intronaut. To je izraz, ki si ga sposojamo od Ram Dasa, ampak se mi zdi tak čudovit. Trstenjak je bil eden od prvih, ki se je potapljal v človeka. In takrat sem, se mi zdi, začel doživljati tisto, kar danes doživljam na kvadrat, ampak žal ali pa tudi na srečo, tako pač je moralo biti, je potem prišla vojska. Jaz sem še tista generacija, ki je morala biti 1 leto v jugoslovanski vojski, potem pa dokaj razumna kariera, pravna fakulteta in služba, in je ta duhovnost ali pa razvoj ali pa to raziskovanje malo zastalo, potem je pa eskaliralo po politični 5-letki. In če te 5-letki, ki je imela seveda tudi dokaj veliko grenkobe in razočaranja, potem dodam še določene zdravstvene težave, pa bom kar povedal, ker tega več ne skrivam, skoraj da lahko rečem zasvojeno z alkoholom, ki sem se jo potem sam rešil, pa ne nazadnje pred parimi leti še karierni brodolom, me je tisto pa res dvignilo, ne. Zdaj, ali je to floskula ali kaj, da moram... A dovolj, da te dopolnim? Ja, prosim, ja. Prebrala sem nekje, da pravijo naslednje. Bolezen je za zahodnjaka najgloblja meditacija. Tako da ti si zdaj pravzaprav to potrdil. Ja, in če pravijo, da je smrt najboljša učiteljica življenja, pa seveda, če gremo po lestvici malo nižje, zdaj, ko se mi je vse to zložilo, sem izjemno hvaležen, da se mi je vse to dogodilo. Kaj sem recimo, ravno ta zadnja epizoda leta 2019, ko so tako rekoč z Ester že pakirala kovčke za Luksemburg, ne, ko je bilo samo še vprašanje pike na i, da postanem evropski sodnik, pa se je potem dogajalo to, kar se je, to ni predmet današnje razprave, pa sem bil potem zavrnjen, ja, hvala Bogu, da sem bil. Res je. Res, ker tisto ne bi bilo zame, pa to ni zdaj več Ezopova lisica, ki ne doseže kislega groza. Ne, je tako. Bog se najslajše smeje, kadar nekaj načrtujemo. Ker ima on z nami pač druge namene. Ja, to je res. No in samo da končam, moji največji čudeži morda niso v smislu čudežev, kot si jih ljudje predstavljajo, naše gledalke in gledalci ali pa tako, ampak zame je največji čudež, ko iz dneva v dan pri sebi ugotavljam, da sem se morda pa za, bom rekel po primorsko, en pikič izboljšal. In če mi to potrdi še soproga in ljudje, ki so mi dragi, in prijateljice, prijatelji, kot recimo ti, wow, to se mi zdi največji čudež. Seveda je pot še zelo dolga in bo še marsikaj čudežnega, pa tudi bolečega se dogodilo. Ego, ko že mislimo, da smo se ga znebili, pokuka skozi tisto luknjo, pa ni nujno, da je to na golf igrišču, kjer ga najmanj pričakuješ, ampak že zavedanje tega je po moje... Razregovanje. Razregovanje in čudež. Ja, ja, tvoja beseda. Mojca, zdaj se pa preselimo k knjigi. Ti si jo prebrala, najbrž globoko dihala, ker je zelo veliko vsebine. To je knjiga, ki nas pele izpred našega štetja 6. stoletje in še Bhagavad Gita in še to, še nazaj do sodobnega časa in mistikov nam vsem ljubih, Eckhart Tolle in drugi
iz sedanjika. Kaj te je v tej knjigi najbolj nagovorilo? Najprej čestitke. Meni se zdi res krasna hvala. knjiga. Jaz, na primer, mene v življenju toliko stvari zanima in pol me kdaj, sploh ne vem, kako naj poimenujem to stanje, ni potrtost, ampak prav, tako dobim, ko pogledam, koliko je enih knjig, ki bi jih rada prebrala, pa vem, da ne bom imela časa, koliko je enih filmov, ki bi jih rada pogledala in me to kdaj prav v eno tako stanje spravi. In pol ta knjiga se reka, o moj bog, Marko je naredil prav izbor, a veš, jagodni izbor stvari, ki se jim splača znotraj tega, te poplave, knjig in vsega, kar je prav tak, jagodni izbor. To poglej, to preberi, to prelistaj. In jaz sem si v bistvu v tej knjigi ful odahnila in hkrati tako sem rekla, mislim, dala mi je ogromno tega, ja, to bom šla zdaj preštudirati, to bom šla pogledati, ful enih aha momentov, dosti stvari sem že vedela, pa sem pozabila, pa me je spomnilo, tako da v bistvu je tankcena, ampak nabita z informacijami, domislicami, znanjem in se mi zdi res tak dragocen doprinos. Je. Najlepša hvala. Kaj lepšega, da to slišim od Mojce, katere občudovalec sem, ne, krasna umetnica in vse, mi to res veliko pomeni. Ne. In že to, da sem danes tu, še z Manco in na takšni oddaji, je pa to spet čudež, no, tako da ne vem, kaj ne rečem. No, vsi drug z drugim srečni in veseli, da smo skupaj. Marko, glede na to, da si ti naredil jagodni izbor in bo ta knjiga zato kmalu ponatisnjena, ker ljudje so hvaležni ravno zato, ker si ti rekla, vsega ne zmoremo prebrati. In moramo nekomu zaupati, nekdo mora biti verodostojen govorc, ti nesporno si verodostojna oseba, ki ji ljudje zaupamo, da so to res dobre knjige, v katerih ti pišeš. In to je pomembno delo in dragoceno delo. Si ga pa tudi tako lepo prepletel, ne, kot kakšno testo. Vse si pregnetel z enim svojim osebnim premislekom in s poudarki, ki so pa Marko Pavliha, a ne? Ni to nekdo drug, ampak to si ti videl, to si ti vzel. Kako pa ti knjige izbiraš? Kako pridejo do tebe? Kako te nagovarjajo? A imata z Ester tako knjižnico, da niti v stanovanje več ne morete stopiti? Če malo poveš, kako se ti srečuješ s temi številnimi čudovitimi knjigami? Ja, srečo imam, da je moja življenjska partnerica tudi knjigoljubka, bi rekel, ne, knjigoljubec, ne vem, je to pravi ženski spol, torej oba obožujeva knjige in se morava prav brzdati, da jih preveč ne kupujeva. Nenazadnje je tudi to stvar prostora in financ, nekatere knjige res niso poceni, ne, zlasti v tujini, ampak obstajajo tudi knjižnice, žali Bog v zadnjem letu bolj malo, ne, ker so večinoma zaprte, ampak hlastava, požirava, berava in hkrati doživljava tisto, kar je Mojca tako lepo povedala. Oj, koliko je še mene včasih res prav neka panika me prime, ker si nalagam recimo na ekran, ne, na desktop, kot se reče, joj, pa tole knjigo moram, ker seveda zdaj berem tudi v elektronski obliki, ker včasih dobim knjigo samo v tej obliki, potem filmi, res je ta komunikacijska poplava lahko tudi dobra, ampak informacij je preveč. Nekje sem prebral, pa Manta, to boš ti bolj vedela, da samo v Sloveniji na leto izide tam nekje med 2000 in 3000 knjig, ne? Na svetu pa 5000 že, no na svetu pa prek 2 milijona, pa še več, nemogoče. Tudi če bi bil savant in ne vem, kakšne sposobnosti, bi bilo to nemogoče. Torej, je izbira intuitivna in seveda na podlagi priporočil tvojih, drugih in tako, včasih kar sama do tebe pride, ampak v zadnjih letih, ko sem pisal kolumno
za znan pravniški portal JusInfo, je bilo pa tako, da so vsi tisti razlogi, ki sem jih prej naštel, te nekakšne učiteljice mojega življenja prispevala, da me je zaneslo povsem drugam. Tako da sem že kar videl urednika spletnega portala, da malo zavija z očmi, ne? Tam se spodobi, da pišeš o aktualnih pravnih problemih. Jaz sem pa kar napisal, da mene površina več ne zanima. In tiste žabice, ki jih sprotni politiki povzročajo in paragrafi in tako naprej. Lepo si to povedal. Ja, in da bom šel v globine. No in drugo, sem rekel, v redu, zdaj pa mogoče čas, da se lotim res izvira modrosti. Kajti, ko sem recimo bral o Bhagavad Giti ali pa Tao Te Chingu in tako naprej, je bil vedno nek posrednik vmes, ne? Ali bo to Eckhart Tolle ali Wayne Dyer ali kdorkoli, pa sem rekel, ne, zdaj se pa spodobi, da berem originale, žal večinoma v angleščini, pač sanskrta ne znam, hebrejščine ne znam, kitajščine še manj, ne, tako da se mora človek zadovoljiti, ampak ponavadi je angleščina že tisti drugi prevod, ne. Potem so pa prevodi v slovenščino, pa iz angleščine, redko kdaj, čeprav imamo tudi take kalibre, recimo na filozofski fakulteti, pa drugov, ko direktno prevajajo recimo iz sanskrta. Tako. No in ko sem začel brati, recimo Tao Te Ching, potem Bhagavad Gito, Upanišade, seveda Biblijo, ki se spodobi, z njo sem tudi potem zaključil ta izbor, pa seveda Dhammapada kot izbor Budovih učenj, sem ugotovil, in tisto je res neverjetno, da se prepletajo, da so modreci na različnih koncih sveta, celo tam nekje 1500 let pred našim štetjem, recimo če vzamemo Rig Vedo kot najstarejšo vedo, pa vse do današnjega časa imeli nekaj skupnih iztočnic. In te iztočnice so enost, torej, da je tudi navidezna dualnost pravzaprav samo celota dveh reči, yin yang, dobro, slabo, vse naprej, sočutje, ljubezen in še bi lahko našteval. No in to je bilo tisto, kar me je držalo po konci, in ko sem zaključil, ko sem se malo ozrl nazaj na te kolumne, me je tudi nekaj prijateljev opozorilo, da sem pravzaprav končal knjigo. In moja prva reakcija je bila, moram kar odkrito povedati, da tudi zaradi tvojega dobrohotnega nasveta še izpred let, Marko, zdaj je pa počasi dovolj, da zbiraš te svoje eseje in kolumne v še eni zbirki in še eni zbirki in tako naprej. Tako da sem se krčevito ukrepil, ne bom še ene zbirke. Ne. Potem sem šel pa res gledati in sem tudi kronološko nekako, kot so kolumne nastajale, malo kaj se... So se, jaz upam, no, seveda nekaj je bilo potrebno besednega lepila, tudi malo aktualizacije, medtem se je COVID dogodil, ta nesrečna pandemija ali pa mogoče srečna. Ja. In izdelek je zdaj pred vami, jaz upam, da ga bodo bralke in bralci toplo sprejeli. Je pa res, da tudi knjiga največkrat piše človeka, če nastaja tako, kot je treba. Marjan Ogorevc je recimo rekel za svojo zadnjo knjigo o magiji, da je tako nastajala. Jaz seveda nisem imel nekih posebnih ritualov kot on, kdaj bom iniciiral knjigo in kako bo do nje prišlo, to ne, ampak vendarle je bila ta naravna potreba. No, in zdaj je tukaj. Zdaj je tu, ja. Mojca, ko si brala Markovo knjigo, si zagotovo prepoznavala kar nekaj avtorjev, ki lahko rečeš, da so tvoji. A ne, tudi jaz, ko sem rekla, še en naš prijatelj, kateri so te, po katerih tudi ti segaš in tudi k njim hodiš, ne? Ti marsikaj veš in znaš, veliko delavnic obiskuješ, meditiraš po posebni obliki meditacije in tako naprej. Daj nam še kaj o tem povej. Ja, ogromno jih poznam. Sploh po postavitvi diagnoze sem takrat res pol prebirala Liptona, Liso Rankin, Joea Dispenzo. Ampak pol v enem momentu
sploh šla sem takrat na dispenzine delavnice in on v bistvu bil takrat še relativno neznan, sploh tako v našem prostoru in tudi na Instagramu, on je imel takrat par 10.000 sledilcev, zdaj jih ima že ne vem. Milijone. Ja. In so tudi te delavnice bile bistveno cenejše, ful manj obiskane, tako da sem šla na tisto osnovno v Rim in se mi je tam zgodil en tak zelo globok preboj. Prvič prav res tako stanje razširjene zavesti in potem sem šla v Bonn, kjer je bila 5-dnevna delavnica, kjer so se mi pa nore stvari dogajale med temi skupinskimi meditacijami. Tudi take, da so se mi tančice med realnostmi dobesedno pri odprtih očeh razblinjale. In sem najprej bila zmedena, sem tako gledala, pa sem zaprla oči, pa gledala, pa sem rekla, a jaz to zdaj gledam neko preteklo življenje, na kar sem videla, da je v bistvu ne, da te ljudje živijo istočasno z nami, ampak samo na drugi vibraciji. Pol tako, kot sem povedala že pri Zvezdani, ko sem se ulegla na tla, se mi je prvič zgodilo, da se mi je prav telo razstavilo, ampak pri zavesti, v zavestnem stanju in vsaka celica je začela zase govoriti in od tistega trenutka dalje na tistem travniku res izredno močno čutim svoje telo. Tako da priznam, da sem zdaj zadnje 3 leta bila slabša s prebiranjem knjig, ker so se mi tako pogosto začela odvijati ta stanja spremenjene zavesti, tako med samim kuhanjem, med tuširanjem, med tem, ko sem legla spat, da me je dosti bolj začelo intrigirati, kako sama vstopati v ta stanja in prihaja do informacij. Da sem na primer mlela v neki stvari in da dejansko mi je bilo pol dovoljeno priti v to polje in direktno izvira dobivati informacije. Imam tega zapisanega že, me tudi ljudje preganjajo, da bi morala sestaviti v knjigo in moram se brcniti en dan. Mogoče pa boš, lej. Ja. Zdaj najprej te pravljice izidejo in ni naključje, da bodo pri založbi Kjara. Tako ker je. so tako svetle in tako polne luči, kdaj pa izidejo, Mojca? Maja naj bi jih začela ilustratorka ilustrirati, Se pravi jeseni. verjetno, Ali pa ampak pozimi. ljuba moja Manca, ti imaš ogromno prstov Jaz, tle zraven. Ker ti ukazujem. Manca je čisto Bravo. vsakič me podcukala za rokav, ker me je pred leti povabila na okroglo mizo o ustvarjalnosti in je vsakega od nas prosila, da napišemo en kratek zapis o tem, kaj je za nas ustvarjalnost. In je pol Manca takrat rekla, joj, Mojčica, to je pa tako lepo napisana pravljica. In sem si rekla, res? In od takrat me je skozi in si mi res bila ves čas tako. No, to me pa veseli. To je pa nekaj, kar je pa meni dano in ukazano. Jaz moram spodbujati ljudi, odpirati vrata, jih povabiti, da grejo skozi in zaploskati. In to me nepopisno veseli. In komi čakam to tvojo In si jih tudi knjigo. prva dobila v branje. Ja, zelo, zelo lepe pravljice. Ne samo jezikovno, ampak tudi sporočila, tudi svet, kako ga ti opisuješ. No, ampak to bomo takrat hvalili, ko bodo pravljice zunaj. Ampak ni v moji navadi, pa knjigo že zdaj toplo priporočam. Tako da, Mojca, če želiš, da kaj lepega napišem, ne? Velja. Ne, me je prav zaščemelo, res, to Ja, bo ja, ker fantastično pravljice branje. so, Ne? Tvoja energija, wow, vse to, seveda, z manjšino pomočjo v smislu spodbude. Ja, nimam Krasno. jaz veliko pri tem, razen veselja. In to To je veselje, veliko. ki se skoraj razveselim, je potem nalezljivo. Ne? Marko, ti si prav zdaj bil na svetovni konferenci posebnega gibanja, združenja komisije Galilejeve. To je ena zanimiva komisija. Zdaj nam pa kaj o tej komisiji povej, ker noter sedijo imena, ker rečemo lahko wow. Kaj ste obravnavali ta 2 dneva? Galilejeva komisija je pravzaprav projekt posebnega združenja ali pa mreže, network temu rečejo, in sicer originalno se imenujejo Scientific and Medical Network, torej po naše znanstveno in zdravniško omrežje,
ki je bilo ustanovljeno že leta 1973, torej dejansko nekje na vrhuncu dogajanja New Agea, vrvenja duhovnega, takšnega in drugačnega. Zanimivo, da je tisto leto nastal tudi Inštitut za noetične znanosti, ki ga je ustanovil astronaut Edgar Mitchell. On je bil, mislim, da 6. človek, ki je stopil na Luno, in on je na poti nazaj v tisti majhni kapsuli, za katero res ne smeš imeti klaustrofobije, doživel epifanijo. Namreč, ko je gledal naš planet, tisto majhno modro točko, ki so si približevali z izjemno hitrostjo, ne vem, 30-40 tisoč kilometrov na uro, ne, in ko je videl, da ni nobenih meja tam, da se samo barve prelivajo, da je vse pravzaprav delček v neskončnosti univerzuma, se je odločil, da bo temu posvetil svoje življenje. No in hkrati sta se te dva inštituta oziroma ta omrežja ali pa organizacija razvijali. No in kot ni nobenega naključja, sem jaz prvič naletel na Galilejevo komisijo v teh zadnjih letih. Namreč Galilejeva komisija je bila ustanovljena recimo 3-4 leta nazaj, no in leta 2018 so objavili revolucionarno poročilo zato ima tak naslov. Tako, o postmaterialističnem pogledu na svet. Jaz seveda nisem hotel popolnoma prekopirati naslova. Že leta 2014 so ugledni znanstveniki, ki so že segali onkraj, ampak govorimo tudi o Nobelovih nagrajencih, recimo fizik Joseph Thon, potem znana imena, kot so recimo Rudolf Sheldrake, pa recimo Gary Schwartz, Pimvam Lomel, potem meni izjemno drag neurokirurg, ki je na Harvardu predaval, Eben Alexander, ki je potem obsmrtna izkušnja. No, to malo povej. Samo da, če lahko končam. Ja. In ko sem prebral njihovo poročilo, ki je na voljo na spletni strani, sem videl tudi, da se je možno prijaviti za člana. Seveda ni avtomatično, da sprejmejo, in so me sprejeli. In se mu fascinira, ker nekako nisem sodil v ta nabor, po moje sem eden od redkih pravnikov, je recimo kar nekaj humanistov, ampak prevladujejo recimo filozofi, tudi kakšen teolog, psiholog, fiziki, pa sploh in potem zdravniki. No in potem sem se začel aktivno ukvarjati z vsemi aktivnostmi, ki jih organizirajo in so izjemno dejavni, torej praktično ne moreš zopet vsemu slediti, ampak poglavitnim rečem pa ja. No in drug posvet, ki je bil zdaj, je bil namenjen razširjanju obstoječe znanosti. In poslušali smo vsak večer po 3-4 ure res vodilne avtoritete, ki so bili nekoč brez izjeme vsi materialistični znanstveniki. Torej, kaj pa je to materialističen znanstvenik? Seveda, ta paradigma izhaja še iz 17. stoletja, iz časa Newtona, Descartesa, torej strogo ločevanje snovnega in duhovnega oziroma umskega. Velja samo tisto, kar je možno. In nemerljivega. Tako, no in zavest je skoraj da heretična beseda, pravijo ljudje, ki so s tem ukvarjali. Zlasti pa je veljalo tako rekoč enotno mnenje in še vedno velja med materialističnimi znanstveniki, da je zavest zgolj proizvod elektrokemičnih procesov možganov. Pa popolnoma in ni dokaza. Ja, zdaj se to spreminja. Zdaj se pa to spreminja radikalno in zelo hitro. Tako in namen, lahko pa zdaj rečem naše Galilejeve komisije, ker sem del, je seveda v tej tretji fazi, v kateri smo. Zdaj, manifest je bil podpisan, poročilo je na voljo vsem. Zdaj, tretja faza pa vključuje ozaveščanje znanstvene sfere, študentov, tudi drugih. In dobra novica je ta, da, in sem izjemno ponosen na to, da bo zelo verjetno leta 2023 poseben simpozij v Sloveniji. Kajti tudi v Sloveniji imamo imenitne znanstvenike, ki pa so povsem samocenzurirano večinoma raje ostali v
senci oziroma niso javno obelodanili, da razmišljajo tudi o čem drugem. Namreč misliti se ne morete, koliko v preteklosti, saj pa verjetno se to še zdaj dogaja, so takšni izleti onkraj lahko vplivali, da nekdo ni napredoval na univerzi. Na univerzi imamo pač... Zdaj je drugače. O čem je torej tekla beseda, Marko? Beseda je tekla zlasti... Zlasti je tekla o obsmrtnih izkušnjah, recimo. Potem je bila zelo zanimiva debata, torej nasplošno na začetku, sploh o pomenu zavesti, o dokazih, ki že obstajajo, da je zavest povezana z možgani samo v toliko, kolikor jo možgani filtrirajo, ne. Potem je bila recimo zelo zanimiva debata o genih, o savantih, o pričevanjih otrok, o prejšnjih življenjih. Potem tudi o parapsiholoških pojavih, ki jih niti ne imenujejo več parapsihološki, ne. Pravijo, da celo jih ne smemo več imenovati nadnaravni, ker so povsem naravni, samo so malo zatrti. Skratka, cel nabor je takih tem, zdaj bi lahko našteval in našteval, ampak res, eno od najbolj zanimivih področij, saj mene, pa so bile obsmrtne izkušnje, ker odkrivajo, kot sama veš, res čudeže, in če je smrt in je najboljša učiteljica življenja, potem bo mogoče marsikomu lažje za nazaj razumeti o tem, kaj se dogaja onkraj. No, pri nas je profesor Janek Musek delal že pred več kot 20 leti eno zelo obširno raziskavo o obsmrtnih doživetjih. Imamo tudi Univerzo za kognitivno znanost, kjer delajo preizkuse ob meditaciji, o doživljanju in se s tem zelo intenzivno ukvarjajo, kaj je zavest. Torej, v Sloveniji imamo kar veliko prebojenih ljudi, ni pa to še obče sprejeto, ampak bo, po moje. Če mogoče lahko povem še eno zelo zanimivo anekdoto oziroma čudež. Ravno med pripravami na to konferenco, knjiga je že izšla, dobim osupljivo elektronsko sporočilo od gospoda Mateja Pavšiča, za katerega se izkaže, da je to izjemno svetovno priznan teoretični fizik, doktor Matej Pavšič, ki je 40 let delal na inštitutu Jožefa Stefana in je poslušal nek moj intervju na Radiu Ognjišče in mi je pisal za to, da mi čestita in da me sprašuje, če mi lahko pošlje svojo zadnjo knjigo. Jaz sem mislil, kako si želim takšnih sporočil, ne, ker pošiljajte mi knjige. To že pomeni, da te je knjiga našla, ne, ko je učenec pripravljen. No, in knjigo je napisal z svetovno priznanim strokovnjakom, pravijo, da je eden najvplivnejših znanstvenikov teh časov, po nekih lestvicah, to je pa Robert Lanza, ki je sicer zdravnik. No, in skupaj sta napisala knjigo, v angleškem naslovu je The Biocentric Design, torej biocentrični načrt, bi lahko rekli. No, in biocentrizem, o katerem je Lanza pisal že poprej, pa izhaja iz teorije, ki pravzaprav zopet pomeni neke vrste Kopernikov preobrat. Namreč pravijo, da ja, mogoče so imeli pa pred Kopernikom prav, ko so rekli, da ni res, da se vse vrti okoli Sonca, kajti biocentrizem pravi, da se vse vrti okoli življenja. Da je življenje kot kreacija in seveda, zdaj, če to povežemo z kvantno fiziko in z percepcijo energije oziroma z vlogo opazovalca, kajti če opazovalec opazuje recimo elektron, ne, to že vpliva na gibanje, zelo zanimivo, težko branje, ne, avtorja se niti točno ne opredelita, nekako se izogneta vprašanju, odkot pa res izvira zavest. Torej pravi, da in življenje se v veliki meri se manifestira s pomočjo možganov, ni pa zgolj v tem, ampak ja, to knjigo sem prebral na dušek, res, da to ni prav nočno branje, moram reči. In zdaj so me povabili ravno v tem omrežju, da napišem recenzijo, namreč to omrežje med drugim izdaja tudi kar ugledno revijo The Paradigm Explorer. Ja. In seveda sem prosil gospoda Mateja, da mi bo pogledal to recenzijo, kajti super. Zdaj šele vem, kaj nič ne vem, ne, ampak to je dober začetek. Ja, to je vedno dober začetek. Ne. Zdaj pa da k tebi, Mojca.
Marko da tako rado zanese, ker je imeniten pripovedovalec, ne? In njegove zgodbe so še take, pa take. Preveč govorim, se vem. Ne, Mojca, zdaj pa ti povej, profesor Pavliha je kar nekaj teoretičnih nastavkov dal, tudi tukaj jih je veliko, ne. Kaj pa, ti pa si rekla, da greš vase in to potovanje te zdaj najbolj zanima, ne, ta avantura teh svetov, v katere stopaš in ker si tle povedala, da preteklost, sedanjost in prihodnost pravzaprav niso ločene. Niso ločena obdobja, če smem tako reči. Tako da ti nam pa kaj praktičnih uvidel o tem, kaj je širša zavest, da je tako moderno govoriti, ne, Marko, o 5. dimenziji zavesti, da se odpirajo portali v 5. dimenzijo, nekaj iz prakse. Pa obsmrtna doživetja tudi poznaš, pa srečanja z mrtvimi tudi poznaš. Ja, mislim, jaz na primer, saj sem povedala v tem intervjuju v Oni Plus, jaz vidim, doma imamo tam en portalčič in jaz vidim duše umrlih, ko se tam sprehajajo skozi in zdaj, ko imamo psičko Olivijo, je to še bolj jasno, ker tudi hči Mila pravi, ne, da ko ona začuti eno prisotnost za sabo, ponavadi Olivija točno tja laja. In ja, in zanimivo mi je bilo, moja mami je tako nenadno umrla poleti 2019 in sem jaz tistih 12 dni preživela ob njej praktično cele dneve in mi je boleča izkušnja, pa hkrati izredno zanimiva, ker sem opazovala, kako se to razblinja in kar me je takrat najbolj pretreslo, je to, da v bistvu je smrt edina stvar, v katero smo lahko gotovi. Ja. Nikoli ne veš, a boš uresničil svoje potenciale in talente, a boš mati, a boš, ne vem. Bomo umrli, to je pa jasno. Ampak vsi se delamo Francoza, kot da se nas to ne tiče. In v bistvu, kaj sem ugotovila, ko sem gledala svojo mamo, da nimamo znanja, kako umreti, kako zapustiti to dimenzijo, ker ni treba, da je boleče, ni treba, da je mukotrpno, ni treba, da čakamo do trenutka, da naše telo dobesedno skoraj izgnije in nas izpljune onkraj. In to je bilo zelo boleče gledati. In je mami v bistvu, ker je padla v jetrno komo, je bila že čist nezavestna, ne? Ampak je v enem momentu me pogledala popolnoma lucidno in rekla, Mojca ne zna iti. In jaz sem pa to gledala in sem si ves čas govorila, mami ne zna iti. Mami ne zna iti. In pol takrat mi je tudi tako res dvignilo pritisk, ker v tem, to New Age-evstvo, ne, polno enih floskov, vsi pravijo, ko je čas, duša gre. Ne, jaz sem videla, moja babica in dedek, se pravi mamina mama in oče, sta jo prišla 2 dni zapored iskati. Jaz sem stala sta pred mano. In mama, moja babica, je meni rekla, Mojca, ne veva več, kaj naj narediva, da gre, da bo šla z nama. Torej, ni res, da ko je čas, gremo. Treba je znati iti. In prvi pogoj je ta, da nisi tako prekleto navezan na ta materialni in fizični svet. Naveza je pa, največja spona je strah. Ne? Se pravi zaupati. In ja, moja mamo je izpljunilo žal na koncu, ne. Zelo zanimivo. Hvala ti, Mojca, da si rekla, ne znamo iti. Ker jaz kot spremljevalka umirajočih, ne, že več kot 15 let, tudi opazujem to in nekateri znajo tako lepo umreti. Tako milo. In taka svetloba se okrog njih razširi, ko duša zapušča telo, da je to za mene sveti prostor in sveti čas. Zato sem jaz tako rada. V takem primeru je to milost. Milost, čista milost. Zdrs, ne? Ja, ki gre čisto naravno, ker smrt ni
nasprotje življenja. Smrt je del življenja. Nasprotje življenja je pa trpljenje. Smem še nekaj pripomniti? Ja. Zdaj končno razlagam, o čem je tekla beseda na tej konferenci včeraj in predvčerajšnjem. Torej, izjemno zanimivo je bilo predavanje o paliativni medicini in o pomenu ravno o tem, kar je Mojca zdaj tako lepo povedala, da ljudi z pač takšnimi ali pa drugačnimi vedenji, odvisno seveda od tudi njegove izobrazbe ali pa odprtosti, potolažimo in jim pomagamo, da grejo. Kaj se bo dogodilo? Recimo enemu mogoče bi pomagalo, da mu naredijo predavanje o kvantni fiziki, malo pretiravam in seveda o zavesti, drugemu kaj drugega, ne? Ampak pravijo, da ne samo, da je paliativnosti premalo, ali pa sploh ni, to dobro veš, sploh ne vem, če ta predmet že obstaja na medicinski fakulteti. Obstaja, ampak čisto malo užma. Ampak kaj šele, da bi ljudem povedal, kaj bo onkraj in da to ni iz trte izvito, da obstaja na tisoče pričevanj, zdaj lahko rečemo že na stotine študij. Jaz priznam, da za profesorja Museka niti nisem vedel, ampak v tujini je teh študij pa res vse več in niso napisane kar tako od nekih šarlatanov ali pa New Age-ovskih samouklicanih gurujev. O tem tvojem zdravniku, ki je bil tak materialističen, potem ga je pa zadelo, pa je... Eben Aleksander je res, če mogoče lahko 3 besede povem, on je bil res zaprisežen materialist, kariera je bila modelna, tipično ameriška, bil je na Harvardu tudi profesor, neurokirurg, potem pa lepega dne vstane in se hitro zgrudi in pade v komo, ki je trajala 7 dni. Dobil je hud meningitis zaradi bakterije E. coli in tako hud, da praktično ni bilo nobenih možganskih aktivnosti več, nič, torej 0, ampak so ga ohranjali pri življenju v smislu dihanja in bitja srca, ker je bil pač na svoji domači kliniki. In torej po domače povedano je imel zveze in poznanstva, ne? In 7. dan se prebudi, torej pojma ni imel kaj in kako, kdo je, okrevanje je trajalo pol leta, ampak ves čas je imel pa žive spomine o tem, kaj se mu je dogodilo onkraj, ki jih je potem, prvo jih je opisal zelo zanimivo v Newsweeku. Potem pa še v knjigi, ne? Ja, in jaz sem takrat prvič, torej takrat sem bil še naročen na papirnati Newsweek in je bil tudi naslov Proof of Heaven, ne? Ampak potem dr. Eben Aleksander, vse živo, kar je pisalo, zanimivo, da se je Newsweek odločil za ta članek, no in potem izide še knjiga. In potem še druga knjiga in ja, in tisto pa res bi moralo prepričati še najbolj neverne Tomaže, no? No, ampak, ko si ti rekel, pomagati umreti, bi se pa jaz kar starim Grkom vrnila, kajti najboljša priprava na smrt je življenje. Kako mi živimo zdaj? Kako živimo tukaj, ne? Kaj se nam zdi pomembno, kaj se nam ne zdi pomembno, koliko smo odprtega srca, koliko se znamo razvezati, koliko nismo navezani, koliko znamo odpuščati. In stari Grki v Platonovi šoli so meditirali na smrt. In jaz ne morem nikoli dobiti podatka, kdo bi vedel, kakšne so bile te meditacije. Ker jaz sem bila tudi na Kezeletovi meditaciji, do kamar je šlo, a ne, na smrt, da smo stopili in jaz sem bila v blaženem stanju, ko nas je Adrian vodil in potem, ko nas je zbudil, sem ga kregala, sem rekla, ti sploh ne privoščiš človeku, da bi se lepo imel. Jaz sem tako se potopila v to svetlobo, v to ljubezen, v to brezgrajnost. In me ni spustil niti 5 minut. Pa je pa rekel, pa na uro poglej in se je skazalo, da sem bila 2 uri v tem stanju, ampak se sploh nisem zavedala, ker je bilo tako nepopisno lepo. In od takrat naprej sva še bolj si blizu smrtjo, da se še bolj zavedam, kako to ni to, česar se ljudje bojijo. Ne, in ta strah, o katerem si ti govorila, res naredi ogromno škode. In o smrti se je treba pogovarjati, deliti ta doživetja,
ti imaš kar nekaj izkušenj, ne, da pride kakšen mrtev pa pove, da naj naredite žur, pa kaj jejte, pa ne. Ja, in je zanimivo opazovati, kako v bistvu bi človek mogoče mislil, da je tudi po smrti ena procedura, ki je enaka za vse, ampak te, ki sem jih jaz videla, pa jih nisem. Jaz sem malo lenuh, priznam, in marsikdo, ki pride, se mi ne da z njim pol ukvarjati, ne. Ampak če so pa glih kakšne osebe, ki so ali meni bile blizu, ali pa vem, da so blizu nekomu, pač od mojih poznanih, se jim pa posvetim, pa jih poslušam. In ne, vsak ima svojo proceduro in je zelo, zelo zanimivo. In je zanimivo tudi, kako počasi gledaš, kako se počasi ta zemeljski jaz razkraja. Naprimer, pri mojemu zelo dobremu prijatelju je tudi bilo, sem videla, je sam povedal, je rekel, en del mene, zelo globok del mene je vedel, da bo nastopila smrt. Ampak ta zemeljski je pa nekako se mu to zdelo, pač, da sem neuničljiv, da niti slučajno. In šele z pogrebom, ne, ki je bil kot neka iniciacija, tudi njemu kot dovoljenje, da zapusti tu zemsko, šele po pogrebu je zares začel razkrajati svoj zemeljski jaz in odhajati onkraj. Do pogreba je bil pa tako, kot da bi gledala pač neko malo bolj razblinjeno različico čist fizičnega človeka. To je pri teh hitrih smrtih, ne. Ja. Zato so te bolezni dostikrat milostni čas, da se človek pripravi na smrt, ne. In večina ljudi si pa želi umreti, da bi jih ponoči, ko spijo, capi gotovo, ne. Ampak takrat ni časa, niti da bi se pripravljal, niti da bi se z bližnjimi pomenil, tako da toplo priporočam, ne tako zelo hitro smrt, ampak vseeno malce počasnejšo, da se lahko razblinimo že prej na različne načine. To dajva še enkrat povedati, ker se je tudi moja mama se je 14 dni pred smrtjo zagledala nekam takole, in ker jaz poznam te pojave, ta videnja, sem rekla, koga pa vidiš? Je rekla, a veš, da vidim mojo mamo? In jaz sem takrat doma povedala, da bo naša mama kmalu umrla. In moj brat je rekel, daj. Sem rekla, lej, pridejo po njih, a ne? In tvoja mama je tudi, daj še to malo povej, ker je treba resno vzeti ta videnja. Ja, mislim, te stvari so resnične. In naprimer, moja mama je pol spet takrat bila za trenutek lucidna, ker ni več sploh govorila, ni več jedla, ni nič, ampak mi je rekla, žalostna sem, mama in ata sta včeraj zvečer prišla, ampak me nista hotela vzeti sabo. Ampak ni res, ona ni hotela iti z njima, ne. Ampak so drugi krivi bili še do konca. Še do konca. To je to, kar pravim, da umremo ponavadi tako, kot živimo. Ja. In če v življenju so vedno drugi krivi, ne, so potem tudi na koncu drugi krivi. In to so največje spone, res. Tej strahovi in obtoževanja, ne. Mislim, prelagaš svoj vir, vso svojo energijo, vso svojo moč, kreacijo v roke drugih. Prelagaš. Biti žrtev Najslabša stvar na tem najslabša svetu. izbira. Ja, In da se stopiti iz tega. absolutno. In tu je raven močna zelo naša skupna prijateljica, ne, Asja Širovnik, ki kot terapevtka, ki dela tudi s hipnozo, zelo pomaga, da človek zapusti vlogo žrtve. Ker ta vloga je tudi do konca ena utež, ki te ne pusti na lahko umreti, ker lahko umreš pa. Tako da bi plesal kot metulj, a ne, ki popleše iz gosence. Tudi to je možno, ampak to so pa vse uteži, ki jih je treba v tem življenju dati stran. Čim prej, tem boljše. Ja, mislim, biti žrtev ti ne dovoli niti živeti
življenja v polnosti, ne dovoliti živeti svojega potencijala. In Asja, jaz sem k njej tudi po diagnozi šla tudi k njej. Asja vodi čudovite vikend delavnice v Kranjski Gori. Ma cel kup stvari, mislim, Asjo res vsakomur priporočam. Jaz sem naredila velike premike z njo. To je ženska takšnih potencialov, takšne modrosti, tolikšnega znanja, tako srčna, svetla in tako kot si prej rekla, mi Slovenci ves čas gledamo in segamo čez mejo in se poslužujemo nekih tujih vzornikov, izgledov. Imamo pa take ljudi pri nas, ki so spregledani. Asja in njena knjiga Kdo kreira mojo realnost, to je svetovna uspešnica. In dajmo Slovenci tudi malo sami sebe dvigniti v vseh smislih. Zato sem ji posvetil eno poglavje. Ja, ker je res knjiga, ki se meri z drugimi, tudi tistimi starodavnimi viri modrosti. Ampak mogoče kot ideja, zdaj razmišljam o pomanjkljivem vedenju, o umiranju. Tibetanci so imeli pa celo knjigo namenjeno temu. Imajo poklic. Ja, kaj če bi poskušali nekoč, seveda interdisciplinarno in tako naprej, ne takšno knjigo, ker jo je nemogoče ponoviti, ampak nekaj drugega, kot neke vrste napotke, pripraviti tudi pri nam. Kajti tibetansko knjigo je težko razumeti, če ne poznaš budizma. To tudi ni naš način. Ja, tudi ni naš način, seveda. Smrt je zelo povezana s tem, kdo smo mi. Mi smo pa zelo, zakaj smo se tukaj in zdaj rodili, ima nek vzrok, a ne? Zakaj se nismo na Tibetu? To se pravi, je treba biti tukaj, zelo tukaj in tukaj so druge govorice, drugi jeziki, drugi kodi in drugi kanali. In tako da, če beremo filozofijo stare Grke, ker je Platon rekel, filozofiranje je priprava na smrt, in filozofiranje je takrat pomenilo to, kar ti večkrat omeniš Sokrata, modrost o življenju, spraševanje o življenju, kako ti živiš, kaj je res, kaj ni res in tako. Mislim, da je to najboljši napotek za zahodnega človeka, da bi lažje spustili, kar je spustiti treba. Spuščamo ta večer, obema Mojca Fatur, Marko Pavliha, se prav lepo zahvaljujem in se vidimo na majskem, kjer bomo pa govorili o knjigi Izidorja Gašperlina, Solo v dvoje in o tem, kako je treba znati biti sam. Tudi smrt je najbolj intimno dejanje, ki ga najlepše opravi tisti, ki zna biti sam. Lepo se imejte in lahko noč.